Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep sredin dober večer tudi v tokratni tedenski izdaji. Tudi danes smo za vas pripravili zanimiv pogovor z gostjama, ki jih boste v našem studiu lahko pozdravili prav kmalu, a še prej reportaža. Kaj vse se je v celjskem City centru dogajalo ob tednu otroka, boste izvedeli. Reportažo je pripravila Špela Kumer. Se tudi vi sprašujete, kako vašo mladino navdušiti, da bi počela še kaj drugega, kot tapkala po telefonih? Adrenalinski dnevi v City centru so bili kot nalašč za to. Res je, tudi letos v City centru Celje zelo živahno v tednu otroka, tokrat adrenalinsko, športno barvano. Kot vidimo v ozadju, smo pričeli z plezalno steno, v kateri se preizkušajo naši najmlajši v svojih spretnostih. Nadaljevali bomo z mini planico, z Franci Petkom in pa vse do nedelje, ker bomo imeli tudi Dunkin Devils s metanjem na koš in pa poligon postavljen, tako da za vse starostne skupine bo zagotovo se našel kaj v naši ponudbi. V četrtek je s plezalnimi veščinami na 10-metrski umetni plezalni steni otroke navduševala Martina Čufar, ki je na prve stopničke svetovnega prvenstva stopila leta 1997. Ja, jaz prihajam iz Mojstrine, tako da sem prej probala že smučanje kot veliko naših mojstrskih olimpijcev, pa tek na smučeh, pa sem pa med počitnicami iz 5. v 6. razred slučajen prišla v stik s plezanjem in takrat naprej plezam, tako da je to že kar precej let. V tistem času sem bila med najmlajšimi, ko sem prišla na članske tekme leta 1991, sem bila med članicami res čist najmlajša. Zdaj pa otroci začnejo plezati, saj vidite, že pri 3-4 letih imajo na sebi plezalne pasove, tako da se je to zelo spremenilo. In vsekakor to je šport za otroke, ni nevaren, smo na vrvi, tako da na steni, ja. Pa tudi v naravni steni, če je vse pod nadzorom, je to čisto varen šport. Jaz mislim tam nekje 7-8 metrov mogoče, tudi čisto. Tole pa so posnetki petkovih skokov na mini planici. Ves čas našega obiska je bila na stopnicah in pod njimi nepopisna gneča, občutki malih skakalcev pa neopisljivi. Fajn. A te tukaj skačejo? Ne. Lado, kombinezon, smučke pa majice. A te je bilo kaj strah? Ne. Šaljive nasvete je mladim skakalcem dejal doktor geografije Franci Petek, nekdanji as na skakalnici, danes izjemen as pri delu z mladimi, ki pravi, da je osnova za dober trening mladostnika najprej dobro delo s starši. Pravzaprav si želim najprej delati z odraslimi, z starši, ker z otroci je zelo lahko potem delati, če govorimo isti jezik. To se pravi starši in vzgojitelj ali pa starši in trener. Tako da, ja. Zelo si želim starši delati. Da naj si tega ne želi, ker ne vemo, če je rojen za to, da bi bil uspešen športnik, da naj nekako posluša, kaj si otrok, kakšen šport si otrok želi, kakšne vrste gibanja ali pa prostočasne dejavnosti. In predvsem naj mu pusti, da je to njegova stvar. To se pravi, da se vključi v to dejavnost, ko je že zmožen biti samostojen. To se pravi, sam se napraviti, skrbeti za svojo opremo, za urnik in tako naprej. Pravo doživetje pa je bil tudi sobotni nastop košarkarskih akrobatov Dunkin Devils, ki premikajo meje in delujejo timsko. Tako, kot rečeno, v našem studiu pozdravljam dve gostji in sicer gospo Loreno Hus, nekdanjo guvernerko Zveze Lions klubov Slovenije. Pozdravljeni. Dober večer. In pa Zlatko Salobir, predsednico Lions kluba Mozaik Celje. Dober večer. Dober večer. Danes bomo govorili seveda, tako malo boste, Lorena, povedali o Zvezi Lions klubov Slovenije, kakšno je vaše poslanstvo v Sloveniji, koliko klubov je že. In pa gospa Zlatka, seveda vas povprašam tudi po Lions klubu Mozaik Celje, pa tudi o eni dobrodelni akciji, ki jo pripravljate zdajle v kratkem. Pa malo se bomo dotaknili seveda vašega delovanja, skratka predstavili delovanje Lions Zveze, kluba Mozaik Celje, skratka vašega poslanstva. Pa gospa Lorena, dajte mi najprej mogoče povedati, vi kot bivša guvernerka Zveze Lions klubov Slovenije, kako je z Lions klubi v Sloveniji? Koliko jih je na našem prostoru? Kako delujete?
V Sloveniji je 55 Lions klubov, preko 1400 članov. Sicer smo člani mednarodne zveze s preko 1.400.000 članov, sedežem v Ameriki, v Chicagu. Lions klubi v Sloveniji delujemo že več kot 25, nekateri že 26 let. Ukvarjamo se s pomoči ljudmi v stiski v lokalnem okolju. In lokalno okolje je tisto, ki, gospa Zlatka, ga trenutno vi obvladujete, če lahko tako rečem, to leto. Predsednica Lions kluba Mozaik Celje, kako dolgo pa je že ta Lions klub v Celju prisoten? Ja, naš Lions klub pa bo zdaj že polnih 18 let. Se pravi tudi z dolgo tradicijo, dolgo tradicijo. Smo ena taka lušna skupina žensk, Lorena nam pravi včasih deklice. Ja, tako lušno se sliši in se res rade družimo. Dvakrat mesečno imamo naše sestanke, prvo in tretjo sredo v mesecu v hotelu Celeja. Nam so lepo ponudili prostor. Trenutno nas je 23 aktivnih članic. Ja, seveda. Dobrodelnost je naša naloga, druženje z namenom, torej zbiramo sredstva, zbiramo rade sredstva za pomoči potrebne. Kaj naprimer, čeprav vas na televiziji kar spremljamo, smo večkrat tudi na vaših akcijah, ko kaj zbirate, ampak spomnite nas malo, kaj vse recimo ste v preteklosti počeli, kakšne so morda tiste odmevnejše akcije, čeprav vsaka je zlata vredna, bi lahko rekli, ker če človek pomaga, ni važno, ali pomaga veliko ali malo, tista dobrodelnost je ključ, tudi verjetno do tega, da se mi počutimo bolje, ker dobro se z dobrim vrača, pravijo, ne? Ja, res je. Ja, najbolj prepoznavne, bi rekla, skozi vsa ta leta smo po naših stojnicah, dobrodelnih stojnicah v mestu, v jedru mesta. Torej, začnemo z jesenskimi stojnicami, z jesensko stojnico, tale Martinova je tudi tik pred nami, potem se to nadaljuje čez praznične dni in pa spomladi. Smo redno tudi na ulici z našo pomladansko velikonočno stojnico. Tokrat pripravljamo nekaj posebnega, že sedaj vljudno vabljeni. Največ mogoče en tak doprinos k lajonizmu v našem okolju in pa v slovenskem, potem širše, smo pa doprinesli z akcijo, katere smo bile pionirke. Smo rekli takrat viški hrane oziroma danes rečemo donirana hrana, kajti smo to že 3 leta nazaj, vsak večer Mercator je takrat začel hodile tja in pobirale hrano in jo odpeljale na zbirno mesto. In od takrat naprej je pa akcija postala vseslovenska. Vseslovenska, se pravi... In pa ja, danes ta je festival dežnikov, letos bo drugo leto, lani smo bile kar uspešne, ljudem je bilo všeč, Celjanom in okoličanom, ki so prišli. In tudi letos ga pripravljate. Ja, letos smo tudi še malo nadgradili. Tako, da ne bodo mislili, zakaj imamo dežnike v našem studiu, da ne puščajo kakšne strehe ali kaj podobnega. Bova, gospa Zlatka, tudi v nadaljevanju o tem. Zdaj pa, ko ste ravno omenili to zbirno mesto, ostanki hrane, Mercator je prvi začel, torej 3 leta nazaj, ko ste Celjanke začele s to akcijo. Gospa Lorena, za kakšno akcijo gre? Torej, po zaprtju, po koncu delovnega časa ste odšli v trgovino in o tem poberete tisto hrano, ki torej ostane, gre za verjetno kakšne izdelke, kruhovsko, pekovsko pecivo, kakšno meso tudi, to, kar ostane, kar imamo že zdaj servirano, Kako poteka to? Ja, akcija bo zdaj kmalu januarja praznovala 4 leta, že odkar smo to začele. Torej, ideja je prišla iz Mariborskega kluba, mi smo pa prve bile tiste, ki smo uspeli se zorganizirati, hrano vsak večer vozile iz trgovskih centrov v najprej center za brezdomce. Potem smo pa, ki so se priključili tudi druge trgovski centri, Tuš, Interspar, ko so količine postale dosti večje, poiskali pomoč pri mestni občini Celje in je župan bil zelo naklonjen tej akciji, odobril en prostor v mestnem jedru, oziroma tu na Kidričevi bivši tehnični šoli, kjer smo odprli prvo razdelilnico, opremili prvo razdelilnico.
Razdelilnico je pa potem prevzel javni zavod Socio v upravljanje in vsako leto so zaposleni 3 delavci preko javnih del, ki zdaj pobirajo hrano v Celju v 7 trgovinah in razdelijo naslednji dan tistim, ki jo rabijo. Zdaj momentalno je 150 uporabnikov, kar pomeni okrog 300 do 400 ljudi, 150 družin govorim, ki dobijo živila v tej razdelilnici. Se pravi, že to je en velik doprinos k temu, da dejansko tudi vi pomagate pri reševanju raznih socialnih stisk. Ogromno jih je, če takole pogledamo. Prostor pa torej še vedno na tehnični šoli, bivši. Prostor je še kar tam, opremljen je, urejen. Mi smo uspeli pred 2 leti zbrati sredstva pa kupiti en avtomobil, ki smo ga podarili v ta namen. Ideja je pa, da letos poskušamo kupiti nekaj boljšega, torej en avtomobil s hladilnim sistemom, zato bojo naši napori usmerjeni v to smer in želimo tudi, da nam Celjani pomagajo z zbiranjem sredstev, posamezniki pa tudi kakšni podjetja. Na tak način pomagajo. In ravno to je tudi bistvo festivala Dežnikov, ki ga letos, torej, kot ste omenili, gospa Zlatka, že drugič pripravljate. Zbirali boste denar, torej za nakup kombija, ki bo tudi pripomogel k bolj zdravemu prevozu hrane. Konec koncev treba se seveda držati tudi vseh teh higienskih minimumov, ker konec koncev hrana mora biti neoporečna. In kako je s tem festivalom? Pa mi povejte, zakaj imamo torej Dežnike v našem studiu? Ja, mi smo nekako povabile umetnike z Celjskega in okolice, da nam Dežnike poslikajo. Tudi gimnazija Center Celje, umetnostni razred, kakorkoli že, so prevzeli 30 Dežnikov in jih bodo poslikali. Res letos so krasni, eni lepši od drugega, ko takole gledamo in jih zbiramo. Vse te bomo 22. oktobra od 10. do 12. ure v enem trenutku odprli tam na Zvezdi, to bo lepo. Akcijo smo malo nadgradili še, tako da že bo en teden prej mesto v znamenju Dežnikov. In ta petek bomo razobesili Dežnike na te žice, ki so že. Jaz vidim to eno lepo mestno jedro, pisano, barvito, tako mozaikovsko. In naš klub kot mozaik smo tako barvite, različne in takšni bodo tudi naši Dežniki. Pričakujemo, da se bojo odzvali in prišli pogledati to in seveda za podarjena sredstva oziroma bodo dobili Dežnik. Tako, se pravi, lahko mi doniramo denar in potem dobimo ta Dežnik. Na ta način torej pomagamo, vi pa zbirate sredstva za nakup kombiniranega vozila, za razvoz hrane. Super. Se pravi, 22. v soboto bomo povabile vse Celjanke, Celjane, tudi vse druge, ki pridejo v Celje, v to mestno jedro, ki živi in je lepo, naj se udeležijo. Kako lahko tudi, ne vem, drugače, verjetno v samo tej akciji v soboto ne boste zbrali dovolj denarja, ali pa mogoče, seveda, se nadejate tega, ampak verjetno zbirate še po drugih kanalih, še nekak drugačen način. Seveda, tej akciji se bodo pridružila ostala 2 celjska kluba. Lions kluba, mogoče ti bolj veš, Lorena? Oba 2 Lions kluba, Lions klub Celje, Lions klub Celje Keleja se bodo priključila tej akciji. Zbiranjem bomo poskušali z večjimi akcijami skozi celo leto, pa tudi nagovorili smo razna podjetja, podjetnike, da nam pomagajo pri zbiranju teh sredstev, da bomo lahko to vozilo kupili, čim prej ga kupili. Saj v letošnjem letu, oziroma v naslednjem letu, Lionizem proslavlja 100. obletnico z 5 projekti in eden od teh je pomoč preprečevanju lakote. In to je tudi naš prispevek. Absolutno. Pridne ste članice, večkrat torej poročamo res o vaših dobrodelnih akcijah, ki so, se mi zdi pa, da pri ljudeh kar dobro sprejete. Ljudje kar radi pomagamo. Se mi zdi, če predstavimo stvar na pravi način in seveda jih je treba malo spomniti, podrezati, se pojavljati, včasih tudi se pojavite, verjetno kje pa ni kakšnega odziva, ampak počasi se daleč pride, pravijo. Ja, skozi ta leta smo ugotovili, da je treba kar biti malo ustrajen.
Me delamo na en tak poseben način, mogoče od ostalih. Delamo same, tudi na naših stojnicah, vsi ti izdelki, ki jih tam ponujamo, pecivo in pa razni, recimo, dogodko primerno, ali je to Velika noč, ali je to božični prazniki, naredimo same in potem seveda za dobrodelne prispevke jim podarimo ali škatlico peciva ali karkoli pač je. Tako, kakšne tudi darilce, vaše izdelave. Pridne ste članice, lepo. Le tako naprej. Kdo pa lahko recimo, ko smo zdaj ravno pri članih, postane vaša članica? Verjetno gre za ženske, a ne? Ja, v naš klub ženske. Kako pa lahko postanemo član? Ja, najrajši, da povabimo kakšno gospo, ki se nam zdi, da je primerna oziroma da čuti enako kot me, da je ker to je zelo pomembno. Ja, to je pomembno. Ja, moraš nekako v tej druščini pisani, mozaični žensk, je treba najti sorodne duše, ne? Isto misleče, takšne, ki jim ni težko pomagati, ki skrbijo za to. In si prosti čas vzeti za to dejavnost. Tudi sestanke dejansko imamo me kar lepo obiskane. Smo pridne, no, nekaj se moramo malo pohvaliti, da smo pridne. Pravilno, saj se vidim. Lepo, torej v soboto 22. oktobra vsi povabljeni v Celje, v mestno središče, pri Zvezdi, torej v petek bodo že razstavljeni vsi dežniki, zunaj, jih bomo lahko videli, si jih nagledali in potem seveda tudi prišli v soboto po kakšnega in s tem pomagali, to je glavno. Poleg tega letos smo nadgradili akcijo še tako, da smo glede na zelo velike uspehe naših celjskih športnikov na olimpijadu povabile tudi, zaenkrat bomo ostale skrivnostne, ampak prišli bojo naši olimpijci, tudi paraolimpijci, ki bojo mogoče tudi poslikali na licu mesta kakšen dežnik. Ja, super. Ja, tudi dijaki, 3-4 bodo prišli in bodo tam na samem dogodku dežnike slikati. Ja, da bo lahko morda tam si nekdo izbral njemu prav na dušo pisanega. Lušno bo. Zelo dobro. Fino, lahko dežnik prinesemo s sabo, kakšen enobarvni ali ne? Jih imamo. Boste imeli dovolj na zalogi, jih ne bo zmanjkalo. Smo pripravili tudi to. Ste se dobro pripravili. Pa nastope bomo imeli tudi plesa. Se pravi, tudi družabno bo poskrbljeno, zato da bomo res preživeli en tak prijeten. Veselo, pisano, od 10. ure. Od 10. se začne do 12. Če bo dež, pa zdaj sploh ne bo težav, ker bomo dežnike imeli pri roki. Ne bo dež. Ne bo dež, Bo lepše, če bo lepo vreme. Tako, absolutno. Ja, hvala lepa, se že veselimo torej sobote, vas pridemo tudi mi malo posnet, vas pridemo malo obiskat. Obema seveda obilo uspeha še naprej. Veliko dobro izpeljanih projektov, dobrega sodelovanja z ostalimi članicami, ki jih zdaj tudi lepo pozdravljamo. Verjetno bi se jim zahvalile, takole preko kamer, za vso sodelovanje. Kot ste rekli, res ste ena taka posebna gruča dam, ki rade pomagate, ki kljubujete konec koncev vsem tem stresnim situacijam. In verjamem, da so vaši sestanki prav prijetni. Ja, včasih kar malo dolgi tudi, nekako čas, ker beži, bi rade še malo poklepetale, malo tako sproščeno, ampak kar naenkrat je ura 9:30 recimo, wow, in ko so drug dan že obveznosti. Res hvala lepa vsem, bi se zahvalila na udeležbi in na prisotnosti na vseh dogodkih, recimo pokličemo in jih povabimo, ti to malo porazdelimo delo, saj ne more. Ja, seveda. Lušnje. Lepo, le tako naj bo naprej. Obema hvala lepa, Lorena Hus in pa gospa Zlatka. Salo Bir, lepo se imejte in se vidimo, če ne prej pa v soboto, velja? Velja, hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa pogledamo še v naslednji reportaži, ki jo je pripravil kolega Bogdan Rehten, kaj se je dogajalo na slomu pri Ponikvi. Na Ponikvi in bližnjem slomu, rojstnem kraju škofa Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov in slovenskega kmetijstva, je bilo 13. tradicionalno vseslovensko srečanje kmetov. Osrednji nagovor je tokrat imel dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je nasul nekaj trpkih resnic, s katerimi se bomo morali kot družba spoprijeti. Srečanje na Ponikvi vse skozi organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki v kraj pritegne kmečki živelj iz vse države. Vedno tudi opozarjajo na pereče teme slovenskega kmeta, njihove težave pa so vedno bolj znova tudi težave celotne družbe.
Tako je predsednik zbornice izpostavil povsem drugačne probleme pri predaji posestev mlajšim kot nekoč. Da je bilo pred 150 leti veliko interesa po prevzemu kmetije, kajti kmetija je pomenila prihodnost. Je bilo nekaj, s čemer se lahko preživel svojo kmetijo. Danes pa kmetija ni več tisto. Še vedno je potencial za pridelavo hrane, pa vendar se ta svet, ta Evropa in ta država ukvarja z presežki, pa ob temu, da je še vedno pol sveta lačnega. Se pravi, nekaj gre zelo narobe. Kajti le tisti, ki je bil lačen, tisti, ki je bil žejen, tisti ve, kaj to pomeni, če tega ni. In včasih imam občutek, da se v tem času dobesedno delajo nekateri iz tega norca, domače povedano, in ne vejo, kako krhka je tudi prihodnost. En lubader nam lahko v par letih uniči gozdove. Se pravi, tako smo hitro nemočni pri vsi tehnologiji, pri vsem znanju, ki ga imamo, pa vendar se obnašamo včasih, kot da se to nas ne dotika. Kako so bile včasih velike družine in je bila izbira, kdo bo prevzel kmetijo, bistveno večje kot je danes. Danes imamo v kmečkih družinah enega potomca, dva, pa ni vsak za vsak poklic. Ljudje so sposobni, ampak ni vsak za kmeta, ni vsak za šoferja, ni vsak za duhovnika. In prav ti dve, kako bi rekel, te dva poklica sta nekako najbolj v krizi. Tako manjka duhovnikov, ko je en duhovnik upravlja z večjimi farami, prav tako že marsikakšen kmet obdeluje več kmetij. Izjemno polemičen je bil tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki bi ga javnost in politika morala večkrat slišati in uslišati. Poudaril je, da so v verigi od njive do mize v najšibkejšem položaju ravno kmetje. Z nastopom funkcije varuha kot prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v naši državi pa sem le še bolje spoznaval nečednosti in pritiske tistih partnerjev v prehranski verigi, ki so imeli v določenem obdobju večjo moč in boljše pogajalsko izhodišče. In na žalost lahko zatrdim, da ste praviloma v najslabšem položaju primarni pridelovalci hrane, torej kmetje in kmetice. Blago usmiljenim, kajti usmiljanje bodo dosegli, pravi evangelist Matej. In ali se kdaj vprašamo, če smo dovolj usmiljeni do naših najbližjih in ne nazadnje do samega sebe? Ali je naša družba dovolj usmiljena do tistih, ki so usmiljenja potrebni? In v naši družbi imamo žal preveč razlogov, da moramo biti usmiljeni, saj je vse več ljudi, ki živijo v revščini, ki ne morejo postaviti na mizo večerje za svoje lačne otroke. Mi pa še vedno zavržemo ogromne količine hrane in si z izgovori na sistem postavljamo ovire, da te hrane ne bi darovali tistim, ki jo zares potrebujejo. Ali je res potrebno, da v smeti vržemo preko 70 kg hrane letno na prebivalca Slovenije? Ali se zavedamo, koliko lačnih ust, koliko lačnih otrok v naši soseski bi lahko nahranili? Zato je nesprejemljivo, da se z izgovarjanjem na zakonodajo ovira ali celo preprečuje, da bi lačni lahko dobili hrano, ki bi jo sicer v ogromnih količinah zavrgli. Če pa zakonodaja to res preprečuje, je potrebno to nemudoma spremeniti. Poštenost je krepkost, ki nas spodbuja k resnicoljubnosti do sebe in drugih, pravi misel. Pa smo kot družba dovolj pošteni? Ali smo v veliki preskrbi s hrano pošteni do potrošnikov, do končnih kupcev? Nismo. Ker če bi bili pošteni in če bi bila velika preskrbi s hrano poštena, potem ne bi zavajali potrošnikov s poreklom našega blaga. Če bi bili pošteni, potem ne bi že v začetku maja cela Slovenija prodajala slovenskih jagod, češenj, ko jih v Sloveniji sploh še ni. Prav tako ne bi z dampinškimi cenami, s kanibalizmom v naše javne zavode prodajali prehranskih izdelkov, ki so sicer varni, niso pa nujno najbolj zdravi. Morda še s ponarejenim poreklom. In to hrano uživajo naši najmlajši v vrtcih, šolah, bolniki v bolnišnicah, ostareli v domovih za ostarele. Ali si te skupine ljudi res zaslužijo tako hrano samo zato, ker je najcenejša? In ker je najcenejša morda tudi zato,
ker je nekdo nepošten do dobaviteljev, morda delavcev, ki jih ne plačuje pošteno glede na opravljeno delo. V vseh javnih prehranskih obratih na leto porabimo hrane v vrednosti preko 200 milijonov evrov. Veliko vaših kmetij bi lahko lepše živelo, če bi ta denar ostal v Sloveniji, pri slovenskih predelovalcih in slovenskih živilskih podjetjih. Ali je potrebno, da je celo v času sezone domačih jabolk, hrušk in sliv marsikje v naših zavodih glavno sadje banana, ki mimogrede prepotuje tisoče kilometrov z vsemi negativnimi ekološkimi vplivi. Vedeti pa moramo, da z uporabo lokalno pridelane hrane ustvarjamo nova, stabilna delovna mesta. Po preverljivih študijah predstavlja v Sloveniji 1% povečane samooskrbe s hrano, najmanj 800 novih delovnih mest. Celotna veriga preskrbe s hrano je na žalost prežeta z nepoštenimi praksami. S praksami, ki nimajo nobenega učinka na končno prodajo naših izdelkov, se pa zaradi teh praks kopiči dobiček. In to praviloma v trgovini in deloma tudi v živilsko-predelovalni industriji. Ali je pošteno, da pri nespremenjeni ceni kruha dobite vsako leto manj za pšenico? Ali je pošteno, da je cena mleka pri vas padla v zadnjih 2 letih za preko 15 centov na liter, v trgovini pa le za 2 centa? Ali je pošteno, da trgovina uvaža sveže sadje in zelenjavo takrat, ko imamo doma presežke ponudbe teh pridelkov? Ali je pošteno, da vse evropske prehranske krize občutite v največji meri kmetje? Ni pošteno. Moramo pa pri tem narediti kmetje tudi svojo domačo nalogo. Leto 2016 je leto usmiljenja in solidarnosti. In solidarnost je tista, ki je na kmetijah še vedno doma. Toča, požar, smrt in druge nezgode na kmetijah lažje prebrodimo, ker smo sosedje solidarni in skupaj pomagamo nesrečnim sosedom. Pa znamo biti solidarni tudi širše. Ali se znamo odpovedati delu svoje suverenosti samo zato, da se poslovno povežemo s sosedom? Da bomo kasneje to povezavo lahko koristili tudi za potrebe medsebojne solidarnosti, skupnega nastopa na trgu, skupne nabave repromateriala. Ja, tukaj smo pa veliko bolj zadržani. Če pa že smo del večje družine, kot je na primer zadruga, potem pa to članstvo praviloma ne jemljamo povsem resno. Včasih lahko govorimo že o neodgovornosti. Oziroma tudi ne zahtevamo tistega, kar naj bi takšno sodelovanje rodilo. Zaradi našega individualnega nastopa na trgu smo najšibkejši pogajalci v celotni verigi preskrbe s hrano. Ne samo, da to izkoriščajo naši kupci, o čemer sem že govoril. To enako izkoriščajo naši dobavitelji. Dobavitelji repromateriala, semen, gnojil, sredstev za varstvo rastlin. Zakaj v Sloveniji še vedno nimamo bolj poenotenega nabavnega trženja? Zakaj kot lastniki zadrug tega ne zahtevate sami? Zakaj se bojite? Bojimo, nočemo biti aktivni kmetje in zahtevati svoje pravice, ki vam na koncu prinesejo neposredne finančne učinke. Na koncu dodajmo, da je pred 6 leti agrarni ekonomist Stane Kavčič izračunal, da bi usklajena nabava in prodaja kmetom na leto prihranila vsaj 30 milijonov evrov. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 evrov. Hyundai. Fit Zodo. Poiščite vaje na oda.si, sodelujte v nagradni igri ter zadenite vikend paket v hišici na drevesu in še kaj. Oda.
le voda. V tokratni vikend bum ponudbi. Piščanec za grill le 2,19 €, set nagrobnih sveč 35% ceneje in pijača Ora Original le 6 € za cel plato. Tuš. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. V zadnjem našem delu tedenske izdaje pa upravna enota Celje. Tudi tokrat je z nami njen načelnik Damjan Vrečko. Odgovoril bo na 3 najpogosteje zastavljena vprašanja v zadnjem času upravni enoti Celje. Toliko v tokratni tedenski izdaji, čez teden dni pa se spet vidimo in srečamo. Nasvidenje. Kako je s postopki sklepanja zakonskih zvez na upravni enoti Celje? Poroka ostaja med pomembnejšimi družbenimi običaji z nekaterimi spremembami samega poročnega rituala. Medsebojno in hkrati javno priznanje zveze med dvema, ki sklepata zakon, je bila, je in bo v vseh družbah, kulturah in družbenih slojih tako pomembno, da jo varuje poseben zakon, to je zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Temelji na svobodni odločitvi sklenitvi zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. Zakonsko zvezo lahko skleneta praviloma polnoletni osebi različnega spola, ki želita skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno, v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določa upravna enota. Načelnik upravne enote lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze tudi izven uradnih prostorov. Pomembni razlogi, ki upravičujejo sklenitev izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih, bodisi da gre za bolezen, starost, nepokretnost ali kakršnikoli drugi razlogi, ki upravičujejo to zahtevo po sklenitvi zakonske zveze izven uradnih prostorov. Bodoča zakonca se lahko odločita tudi za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven časa, določenega za uradne ure. Glede na možnosti upravne enote se sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven uradnega časa, določenega za poslovanje upravne enote, izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov, ki jih bodoča zakonca navedeta v svoji pisni vlogi. K tej vlogi priložita poleg zahtevanih listin tudi soglasje za uporabo lokacije za slovesno sklenitev zakonske zveze. Takšna sklenitev zakonske zveze predstavlja povečane stroške, ki jih krijeta bodoča zakonca. Stroški znašajo enotno 170 €. Dodatni stroški se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze. Na območju upravne enote Celje so določeni 3 uradni prostori za sklenitev zakonske zveze, in sicer v Celju je to v Protazijevem dvorcu, v Dobrni je to v Vili Higija in na Kompolah v župnijskem uradu. Zakonske zveze se lahko sklepajo v uradnih prostorih ob sobotah med 10. in 16. uro ter ob sredah med 8. in 18. uro v Protazijevem dvorcu. Na upravni enoti Celje, pa tudi v skladu z našo izrazito usmerjenostjo poslovanja za stranke, pa omogočamo sklepanje zakonskih zvez tudi, kot rečeno, izven uradnega časa, ki je predviden za naše uradno poslovanje.
Za sklenitev zakonske zveze se bodoča zakonca prijavita pri upravni enoti Celje. Za prijavo sklenitve zakonske zveze potrebujete osebni dokument in navedete podatke o pričah. Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, je potrebno predložiti tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze. V primeru, da je bodoči zakonec ali oba tujec, za prijavo potrebuje potni list, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan, in potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze. Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu. Torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica tako imenovane Pariške ali Dunajske konvencije. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač. Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si za priimek vzameta priimek enega ali drugega, ali da obdržita vsak svoj priimek, ali da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek drugega zakonca, ali da eden oziroma oba zakonca vzameta priimek drugega in temu priimku dodata svoj priimek. Po sklenjeni zakonski zvezi mora zakonec, ki je spremenil priimek, zamenjati vse identifikacijske dokumente. Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze razvezana zakonca obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. Bivši zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, pa lahko pri upravni enoti v 6 mesecih od razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. V primeru spremembe priimka je potrebno spremeniti ta podatek tudi na vseh osebnih dokumentih, in sicer v roku 30 dni. Kakšen je postopek pri jubilejni poroki? Pravilnik o sklepanju zakonske zveze se uporablja tudi za ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, na primer ob 25., 50., 60. obletnici sklenitve zakonske zveze, ko je podan srebrn, zlat, biserni ali diamantni jubilej. Ponovitev slovesnosti se opravi na podlagi prijave zakoncev pri pristojnem matičarju upravne enote, v kateri navedeta datum in kraj sklenitve zakonske zveze. Za ponovitev slovesnosti krijeta stroške v znesku 170 evrov. Dokumenti in dejanja v zvezi z sklenitvijo zakonske zveze so oproščeni plačila upravne takse. Po pravilniku o sklepanju zakonske zveze nosijo stranke stroške v višini 170 evrov le v primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze ter v primeru ponovitvene slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Kakšen je postopek pri registraciji istospolne partnerske skupnosti? Za zakonom o registraciji istospolne partnerske skupnosti je urejena skupnost 2 žensk ali 2 moških, ki pred pristojnim organom registrirata svojo skupnost, ki ne smeta biti mlajša od 18 let. Osebi, ki nameravata registrirati istospolno partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita pri upravni enoti, pri kateri želita opraviti registracijo, in priložita tiste listine za registracijo,
ki jih matičar ne pridobi po uradni dolžnosti. Bodoča partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo upravne enote, ki jo določi načelnik upravne enote, podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati takšno skupnost. Če želi oseba registrirati skupnost s tujcem, mora predložiti naslednje dokumente. Izpisek o rojstvu, če je bodoči partner rojen v tujini in podatek o rojstvu ni vpisan v matični register, listino, ki dokazuje prenehanje v tujini sklenjene zakonske zveze ali registrirane skupnosti, ki je vpisana tudi v evidence v Republiki Sloveniji in iz priloženih listin ni razvidno, da je zakonska zveza ali skupnost prenehala ali bila razveljavljena. Izpisek o rojstvu, dokazilo o državljanstvu in o prebivališču ter dokazilo pristojnega tujega organa, da ni zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da je samskega stanu in nima registrirane partnerske skupnosti, če eden od bodočih partnerjev ni državljan Republike Slovenije. Skupnost lahko registrirata osebi, če ima vsaj eden od njiju državljanstvo Republike Slovenije. Partnerja imata pravico do preživljanja in preživnine, pravico do pridobivanja skupnega premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, pravico do stanovanjskega varstva, pravico do dedovanja na deležu skupnega premoženja po umrlem partnerju in pravico do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah. Istospolno partnersko skupnost se sme registrirati tudi izven uradnega prostora, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.